Pozdravljeni in ponovno dobrodošli. Jaz sem Pragit in se vam oglašam iz gore Shasta v severni Kaliforniji. Res je čudovito biti ponovno z vami na ta način. Ta srečanja sem poimenoval Pogled v prihodnost. Mislim, da nas je veliko, ki se zdaj oziramo v prihodnost. In kar nekaj vas je, ki ste vprašali, ali nam bo Alcazar povedal, koliko časa bo še trajalo tole stanje. Nekdo drug je spraševal, kdaj bomo lahko šli ven, da bo varno. No, pomembno je, da razumete, kako z nami dela Alcazar. Spreminja se namreč. Tekom let se vse spreminja. Naš tim je imel tukaj pred nekaj dnevi sestanek, srečanje. In Alcazarja smo vprašali, kaj pa zdaj? Kaj je naša naloga? In njegov odgovor je bil, mi vam ne govorimo, kaj morate delati. Rekel je, da skupina Alcazar preko izkušnje z zvezdnimi vrati ni tu zato, da nam govori, kaj moramo delati. Zelo pogosto Alcazar tudi reče, ne prosimo vas, da nam verjamete, ne verjemite vsega, kar vam govorimo. Bodite le odprti za možnost, da je morebiti to resnica za vas. In tako je na vsakomer od nas, da v sebi začuti, kaj je za vas resnica in kaj za vas velja. In ko sprašujemo Alcazarja, kaj pa zdaj, vedno odgovori, vi se morate odločiti o tem. In tako smo imeli kar nekaj resnih vprašanj, na katera je odgovoril, potem pa je na neki točki prišla energija, ki smo jo vsi začutili, kajti skozi vprašanja in različne ideje smo prišli v tisti prostor, kjer smo kar na lepem vsi skupaj začutili, ja, to je tisto, kar bomo zdaj naredili. In tako smo se mi odločili glede našega naslednjega koraka. In tako je izredno pomembno za vsakogar od nas, da začutimo, kaj je naša resnica. Kajti ena od najbolj osupljivih stvari, ki se je morebiti dogajala zdaj v zadnjem letu ali dveh, je, da se vse bolj zavedamo, da je navidezna resnica, ki nam jo govorijo preko medijev, vprašljiva, ji lahko zaupamo. Ko ta oseba reče, to je črno, pa druga oseba reče, ne, to je belo, pa tretja oseba reče, oba se motita, to je vendarle zeleno. Torej, ali se vsi motijo? Kaj vi verjamete? In Alcazar pravi, da ne gre za to, kaj verjameš, gre za to, da začutiš svojo resnico. Kaj čutite, da je prav za vas? Na hladilniku zgoraj imam magnet. Na njem pa piše, ne verjemi vsega, kar misliš. In to mi je res zelo všeč. Toliko naših misli so namreč stvari, ki smo jih preprosto sprejeli zaradi naših pogojevanj ali pa smo jih ponotranjili, ker smo jih nekje slišali, ne da bi začutili, ali je to primerno za nas ali ne. In to, kar me res veseli glede trenutne situacije,
pa je, da predsednik Trump in vsi drugi komentatorji govorijo ves čas in opozarjajo na to, da obstajajo lažne novice. In kako se vi odzovete? Kot prvo smo zmedeni, kajti vprašanje je, v kaj verjamete vi. Dolge generacije smo namreč živeli tako, da smo preprosto verjeli vse, kar nam ponujajo mediji, še posebej tisti mediji, ki poročajo in trdijo, da je to čista resnica. Tudi sam ugotavljam, da tudi nekateri časopisi, s katerimi sem se v preteklosti strinjal, trenutno pišejo o stvarih, ki jih preprosto ne morem sprejeti, niti jih verjeti. In ko je nekdo vprašal, kdaj bo varno, da bomo šli ven, ali lahko to pove Alcazar, odgovor je absolutno ne. Oglasite se s svojo notranjostjo in začutite sami. To, kar pa je povedal Alcazar, je, bodite na soncu. Lahko ste na soncu v svoji dnevni sobi, ko stojite ob oknu, ali pa greste lahko ven, na sprehod po plaži, ali parku, ali ulici. To pa je odvisno od vas. Na vas je, da ocenite svoje stanje in svoj notranji občutek v odzivu na okolje, v katerem se nahajate. Alcazar je torej povezan z opolnomočenjem vas in zato nas vse bolj usmerja v vedenje o tem, kaj so naši resnični notranji občutki, kaj je naša resnica v vsakem danem trenutku, kajti resnica ni rigidna stvar. Resnica se spreminja. In vsak od nas se zatorej mora zavedati, kako mi zaznavamo realnost. Ali jo zaznavamo preprosto preko tega, kar mislimo, ali pa jo zaznavamo skozi nekaj globjega, ko se uglasimo s svojim notranjim občutkom, ko se uglasimo s svojo intuicijo. Some of the energy work and guidance that's been coming through Alcazar. Nekaj dela z energijami in usmeritve, ki jo dobivamo od Alcazarja v vseh teh letih, je predvsem, da moramo vzljubiti sebe. In to je izredno pomembno. Kajti, če želite vedeti, kaj je vaša resnica, se morate imeti radi. Mora vam biti mar zase. Nedavno tega pa je Alcazar izpeljal vodeno meditacijo, v kateri iz srca pošiljamo energijo v glavo, v mehanizem uma in možganov. Zakaj? Srce je središče občutkov. Vaši občutki, torej vaše srce pa pošilja energijska sporočila v vaše možgane. In če torej začnete ljubiti možgane, začnete omogočati to komunikacijo iz vašega srca, iz vaših občutkov, na ta način, da to možgani sprejmejo bolj zavestno. In tako začnete analizirati to, kar se dogaja okrog vas, z vse več vašega občutka, z vašo senzitivnostjo. Ne le z vnaprej programiranimi mislimi, ali pa to ni več nek umeten površinski odziv na to, kar se dogaja okrog nas. Nekdo je vprašal, no, Alcazar je najavil, da bodo letos stvari zelo težavne. To je res. Rekel je, da bo letos na osebni ravni veliko izzivov in da bo prišlo tudi do finančnih nemirov in težav.
Oboje se je zgodilo. Ne vem, ali je pravzaprav že prišel ta trenutek finančne stiske. Morda nas tu še čaka kakšna še resnejša finančna sprememba. To je pač moj osebni občutek. In nekdo je vprašal, če imajo vodniki splošno sliko in pregled, ali vejo, kaj se bo zgodilo in če to vidijo, zakaj smo še vedno najavljali dogodek, mednarodni dogodek v Sloveniji, do katerega pa potem ni prišlo. No, realnost je taka, da se realnost sama spreminja. Vse je potencial, dokler se dejansko ne manifestira. In ko se je svetovna situacija spreminjala, sem se tudi sam posvetil vprašanju, zakaj še vedno govorimo o fizičnem srečanju v Sloveniji. In odgovor je bil zelo jasen. Vse je bilo na nitki, ja in na robu, ali se bo zgodilo ali ne. Občutek, da se bo, pa spet, da ne. Naša namera je bila še vedno usmerjena v to, da bo dogodek izveden in ta pozitivnost bi lahko omogočila potencial, da se to realno tudi zgodi. In ta pozitivnost še vedno obstaja in zato še vedno pričakujemo, da bomo vendarle organizirali tudi globalno fizično srečanje, ko bomo lahko fizično skupaj. Iz širše slike glede tega virusa, korona in vsega dogajanja po vsem svetu. Torej, nič od tega še ni bilo realno, dokler ni postalo resnično in realno. Da, bili so znaki o možnih potencialih, a vendarle je bilo popolnoma nemogoče videti iz te širše slike, kako se bodo ljudje odzvali na vse večje zavedanje o virusu. In potem se je razplamtel ta velik požar zaradi medijev. Je bilo to naključno? Je bilo to popolnoma namerno? To je nekaj, o čemer moramo vsi razmisliti. Moj osebni občutek je bil, da to ni bilo naključje, da je ves svet preplavil strah in panika. Potem pa so politiki, ki so pač politiki, prišli v ospredje s tem, ker si vedno želijo, kako dobri so in delajo za ljudi, in vskočili so v to stanje in ustvarili situacijo, kot jo zdaj dobro poznamo, s svojim odzivom in ukrepi. In kaj se je zgodilo? Sledile so reakcije, odzivi ljudi, ki so bolj poznali resnično situacijo, različni znanstveniki so se oglasili, zdravniki, ki so povedali svoje komentarje v smislu, hej, tole, kar nam govorijo, ni resnično tako, kot slišimo. Virusna zgodba ni taka, kot jo poslušamo. In tako je preko medijev prišlo do različnih konfliktov, različna poročanja smo imeli tudi na Facebooku. Potem pa, če ste spremljali dogajanje, smo bili bombardirani z različnimi argumenti za to ali za ono in zapade v popolno zmedenost in si misli, nič več ne vem. To, kar pa nas vodi Alcazar, je, da začenjamo čutiti, kaj se vam zdi resnično. Zdaj je čas, da pogledamo nekoliko globlje, da ne verjamete vse, kar vam zapišajo mediji, niti ne verjamete vsega, kar vam rečem jaz, niti Alcazar. Uglasite se vase in poglejte, če to rezonira z vami v vsakem danem trenutku. Morda se bo kasneje kaj pojavilo in boste spremenili svoj občutek ali misel.
o tem, kar se dogaja. Torej, naša srečanja naprej v prihodnost bodo povezana predvsem z vašim notranjim občutkom, zaznavanjem, vašim povezovanjem z vašo superzavestjo. Elementi, ki jih vnaša Alkazar, torej so občutki. Ko pošiljamo ljubezen v srce in ta povezava se naredi zavestno, ko se zavedate svojih občutkov, srce nenehno pošilja sporočila, ampak vprašanje je, ali ta sporočila pridajo v zavesten del uma. No, ni nujno vedno tako. In zato nas Alkazar spodbuja, naj svoje občutke vnesemo v našo individualno analizo iz trenutka v trenutek in da se povežemo z našo superzavestjo, da poslušamo, začutimo svojo intuicijo. To so torej resnično pomembne stvari za nas, o katerih moramo razmisliti v teh kaotičnih časih spremembe. In to so res pomenljivi, pomembni časi za spremembe. V prihodnosti je velik potencial. Potencial za to, da bo ta velik kaos informacij na dan prinesel še druge argumente, različne misli in razprave, ki nas bodo vodile v to, da se bomo sami odločali na osnovi naše intuicije, našega občutenja in zavestne percepcije naše realnosti, osebne realnosti o tem, kaj se dogaja na svetu. Glede zvezdnih vrat Stargate in prihodnosti, pa naj povem, da zelo uživam pri teh naših jutranjih druženjih. Ko bom začutil navdih, vas bom spet povabil v mojo družbo, ali če bom začutil, da je kaj, kar je pomembno, da vam povem, lahko da bo kdaj z menoj tudi Julian. Načrtujemo tudi nekaj programov. V preteklosti sem velikokrat rekel, tole načrtujemo. Potem pa smo dobili ogromno e-mailov, kdaj se bo začelo, zakaj bo šlo in različna vprašanja ste postavljali. In zato v tem trenutku še ni smiselno, da že kar povem, kaj načrtujemo. Kajti Ashley in ekipa, ki odgovarja na vaše maile, bo tako preobremenjena. In da bi jih malo zaščitil, za zdaj še ne bom najavil, kaj načrtujemo, dokler ne bo čisto vse pripravljeno in se boste na dogodke lahko tudi že prijavili. Vse, kar lahko povem, pa je, da nameravamo ponuditi serijo brezplačnih dogodkov, pa tudi plačljivih dogodkov. O vsem vas bomo obveščali. Moj namen in načrt v tem trenutku pa je, da vsa modrost Alkazarja, meditacije in kanalizirana sporočila ponudimo v 10 različnih jezikih plus angleščini. Kaj to pomeni? Na naši spletni strani bomo namreč ponudili 10 različnih spletnih strani za vsak jezik, ki bo imel svojo sekcijo, svojo spletno stran. In to je res ogromen projekt. Ne le, da se ustvari spletna stran, ampak da se uskladimo z vsemi posameznimi organizatorji po posameznih državah, potem pa je v ekipi tudi oseba za koordinacijo, pa profesionalen tolmač, prostovoljni prevajalci, potem pa tehnična ekipa, ki bo ogromno materijala objavljala na teh spletnih straneh.
In zdaj je to naš fokus, kajti Alcazar ves čas poudarja, kako zelo pomembno je, da omogočimo prevode, da bodo gradiva dostopna za čim več ljudi in da se nihče ne bo počutil izuzetega, če prevodov ne bi bilo. Kar nekaj jezikov nam seveda še manjka in naš namen je, da počasi razširimo naboj jezikov, ki jih že imamo. Povem pa vam lahko še o nečem, kar se že pripravlja. Lee Carroll, ki kanalizira Krajona, nas bo obiskal na gori Šasta. In skupaj bova naredila enodnevni dogodek skupaj z Lijem, ki kanalizira Krajona. Torej, poslušali boste kanalizirana sporočila Alcazarja in Krajona. Datum bi si moral zapisati, no, ampak prepričan sem, da je Ashley z nami, mogoče bo vskočila in zapisala ta datum za vse. No, ta dogodek zagotovo prihaja in takoj, ko bodo vse informacije v zvezi z njim pripravljene, bomo dogodek najavili. Zato vas lepo prosim, da nam ne pošiljate e-mailov, kdaj in kje in tako naprej. Samo zaupajte, da boste pravočasno obveščeni. Tu je še eno vprašanje, na katerega sem želel odgovoriti. Nekdo je spraševal o svetlobnih bitjih v telosu. Ta oseba je vprašala, če so v svetlobnih telesih, zakaj potrebujejo mesto. O svetlobnih telesih želim nekaj povedati. Svetlobno telo je opis tega, kako mi zaznavamo bitja, ki so na višjih dimenzijah. Že dolgo časa je v tako imenovani New Age skupnosti govora o tem, da se človeštvo iz tretje pomika v peto dimenzijo. In kaj to pomeni? Ali to pomeni, da bo kar naenkrat prišlo do velikega bliska in se bo vse hipoma spremenilo? Ne, sam ne zaznavam tako. Kaj se dogaja? Počasi se naša osebna vibracija dviga. In ko vsak posameznik dviguje vibracijo, to vpliva na morfično polje človeštva, ki zdaj že vibrira na višji ravni. To je nekaj, kar se zgodi skozi dolgočasovno obdobje. In ko se vaša vibracija dvigne, če si lahko predstavljate, da ko smo vse bolj zavestni in tako naprej, vibriramo vse više in više, bodo naša fizična telesa vse bolj zdrava in bodo vibrirala vse hitreje. Ampak, ko gledamo drug drugega, se nam bo zdelo, da smo še vedno enaki. Tista bitja v telosu in vsa druga svetlobna bitja imajo fizično telo. Če bi mu rekli fizično telo, morebiti to ni pravi izraz, ampak imajo telo. Njihovo telo vibrira tako zelo hitro, da ko človeško bitje to vidi, se nam zdi, kot da je njihovo telo svetlobno. Ko oni gledajo drug drugega, se vidijo tako, kot vidimo mi drug drugega, kot jaz vidim vas in vi mene, tako sam to zaznavam. No, ko pa vibrirate na tej visoki ravni, imate sposobnost potovati brez
vozila, ki ga ne potrebujete. In tako je možno, na primer, za zvezdne družine, da pridejo in so z nami v meditaciji, v hipu. Zato, ker jih prosimo, jih pokličimo. Oni to zaznajo in se odzovejo. Tisti z notranjim vidom lahko ta bitja vidijo, ko pridejo v našo meditacijo in ko se razvijamo, ko začnemo odpirati naše zmožnosti in tudi naše čute v teh višjih dimenzijah, nas bo vse več, ki bomo lahko videli, zaznali, slišali te vodnike, ko pridejo k nam. Zakaj pa potrebujejo vesoljska plovila? Zato, ker na njih delujejo v svojih telesih. Delujejo na plovilih tako, kot bi tudi mi. To je torej moja zaznava. In zato obstaja mesto Telos, kajti bitja prebivajo v njem. In res je, da je to mesto na višji vibraciji. In zato ne vidimo teh bitij, razen če se nam razkrijajo. Tako, da malo znižajo svojo vibracijo z namenom, da bi jih bili mi sposobni videti, ali pa da pač za hip okrepijo naše sposobnosti. No, to je to. Zdaj pa vas vabim, da se vzamete trenutek, kot si ga bom tudi jaz, da se še malo bolj sprostite, da opustimo misli. Pa naredimo zdaj meditacijo skupaj. So, as I did with the other morning talks, I'm assuming that most people are Tudi pri drugih jutranjih nagovorih sem predpostavljal, da večinoma vsi, ki me poslušate, poznate meditacije Stargate. Če pa je to nekaj novega za vas, greste lahko na našo spletno stran in tam prisluhnete razlagi, kako deluje delo z eteričnimi zvezdnimi vrati. In tako se udobno namestite in zaprite oči. In prosim vas, da prenehate s komentarji v klepetalnici. Pomembno je namreč, da imate ves čas meditacije oči zaprte, da boste lahko res pridobili kar največ. Samo sprostite se in začutite, kako zelo ste prisotni v svojem telesu in povabite energije Zemlje, naj se dvignejo in vstopijo v vaše telo in vaše energijsko polje. In tako, preljubljeni, vas pozdravljamo, z vami sem Alkazar. In ko se sprostite in dovolite svojo povezanost z Gajo, z Zemljo, vas zdaj vabimo, da v sebi prosite za prisotnost eteričnih zvezdnih vrat, naj se spustijo in vas obdajo. V sebi torej prosite za prisotnost eteričnih zvezdnih vrat. Kličemo eterična zvezdna vrata, naj pridajo k vsem, ki v njihovem trenutku zdaj sodelujejo v tej meditaciji. In samo predstavljajte si, vizualizirajte eterična zvezdna vrata, začutite svojo prisotnost znotraj eteričnih zvezdnih vrat. In zdaj prosite v sebi za aktivacijo vaših eteričnih zvezdnih vrat. Kličemo aktivacijo vseh eteričnih zvezdnih vrat širom sveta.
In kaj se bo začelo dogajati? Vaša eterična zvezdna vrata bodo začela žarčiti zelo mehko, nežno energijo okrog vas in pravzaprav tudi skozi vas. Zelo dobro. In zdaj se bomo pomikali zelo hitro in zdaj vibriramo vaša eterična zvezdna vrata vse hitreje in hitreje. In zdaj bomo prosili vsakogar od vas, da v sebi prosite, naj eterična zvezdna vrata vibrirajo na ravni 7. dimenzije. Kličemo frekvence 7. dimenzije v vseh eteričnih zvezdnih vratih. In ko vaša zvezdna vrata vibrirajo na teh razponih frekvenc in ko se vi sprostite v to mehko energijo, kot že veste, se bo začela vaša lastna energija poravnavati s temi frekvencami 7. dimenzije. Nič vam ni treba narediti, to se zgodi samo po sebi. Zelo dobro. Zdaj pa bomo eterična zvezdna vrata vibrirali v frekvencah 12. dimenzije. In tako zdaj prosimo vsakogar od vas, da v sebi prosite za močno energijsko polje 12. dimenzije v svojih eteričnih zvezdnih vratih. Kličemo močno energijsko polje 12. dimenzije v vseh eteričnih zvezdnih vratih po vsem svetu. Zelo dobro. In ponovno se preprosto le sprostite v te energije, prav nič vam ni treba narediti. Samo sprostite se v energije, prav noben napor ni potreben. Zelo dobro. Zelo dobro. Zdaj pa vas bomo povabili, da prosite za prisotnost tistih vodnikov, s katerimi se čutite povezani. In takole prosite v sebi za prisotnost tistih vodnikov, za katere želite, da svojo energijo vnesejo v to globalno meditacijo. In ko povabite svoje vodnike, bodo vnesli svojo energijo v to našo skupno izkušnjo, v povezano polje med nami. In tako zdaj kličemo prisotnost vseh vodnikov, ki ste jih povabili. Naj vnesejo svojo energijo v to našo skupinsko meditacijo in samo čutite, ko se energija okrog vas nežno spremeni, ko vsa ta razsvetljena bitja prinašajo svojo energijo, da podprejo čisto vsakogar od vas. Zelo dobro. In zdaj naj vsakdo od vas prosi vse te vodnike, naj vas podprejo, da se boste bolj zavestno povezali s svojo superzavestjo. In tako zdaj prosimo za podporo, da se bomo s še več zavedanjem povezali z našo superzavestjo, da se bomo lahko še bolj zavedali naše intuicije. To je superzavest, ki želi usmerjati vaš človeški jaz. In tako zdaj prosimo vsakogar od vas, da prosite svojo superzavest, naj vnese k vam še več energije prav zdaj, da boste lahko začutili mogoče to nežno energijo,
Morda vas bo spreletelo in začutili boste to energijo samo zato, ker ste za njo prosili. In tako zdaj prosimo, super zavest vsakogar od vas, naj z energijo napolni vaš človeški aspekt, da bo človeški aspekt lahko začutil prisotnost vašega višjega jaza, resničnega jaza, vaše super zavesti. In tako zdaj le začutite. Lahko čutite energijski odziv, ko se odziva vaša super zavest. In veliko vas je, ki ste se začeli zavedati te energije vaše super zavesti. Čudovito je to. In zdaj vas vabimo, naj vsakdo od vas svoj fokus usmeri v vaš dih in dihajte le malo počasneje in še malo globlje. Dihajte še malo počasneje in še malo globlje. Not forcing the breath, ne posiljujte svojega diha, but breathing a little slower. Ampak le malo počasneje in le malo globlje. And as you do this, bringing your in ob tem awareness to your heart center, svoje zavedanje usmerite v svoje srčno središče, v svoje fizično srce in svojo srčno čakro. And as you have your eyes closed, In ko imate oči zaprte, si kar predstavljajte, kot da gledate svojim notranjim očesom v svoje srce. In ko še naprej dihate, še malo počasneje in še malo globlje, se osredotočite na nekaj v svojem življenju, kar vam prinaša hvaležnost, ker ste tako zelo hvaležni, morda za nekoga, nekaj, nek dogodek ali situacijo. Zakaj ste res hvaležni? In začutite to hvaležnost. Tu naj ne bo le v mislih, hvaležen sem, ampak poglejte, če lahko res začutite to hvaležnost. Kajti, kot smo že velikokrat doslej povedali, je prav vibracija hvaležnosti zelo visoka vibracija. To je vibracija, ki vam lahko pomaga pri dvigovanju vašega zavedanja, lahko vam pomaga pri dvigovanju in krepitvi vaše ustvarjalnosti. In poglejte, če lahko to hvaležnost ponesete še globlje, v globoko hvaležnost, v nekaj, kar res lahko močno začutite. Samo čutite hvaležnost in dihajte še malo počasneje in še malo globlje, ko ste osredotočeni na srce, na občutke. Zdaj pa vas prosimo, da prosite svoje srce, naj pošlje ljubezen v vsako celico vašega telesa. Prosite svoje srce, naj pošlje ljubezen v vsako celico vašega telesa. Ni vam treba vedeti, kako boste to naredili. Inteligenca srca, inteligenca, ki je v vas, točno ve, kako to narediti. In ko pošljete ljubezen, jo pošljete le svojo namero in celice se napolnijo z energijo in so hvaležne.
Morda se vam bo zdelo nekoliko čudno, da so celice hvaležne za to ljubezen. A preljubljeni, vaše celice imajo zavest, vaše celice se odzivajo na vas, odzivajo se na vašo namero. In zdaj, ko ste osredotočeni še vedno na svoje srce v občutenju globoke hvaležnosti in ko še vedno dihate, malo počasneje in malo globlje, prosite svoje srce, naj pošlje globino te ljubezni navzgor v možgane, v mehanizem uma in možganov, kot ga imenujemo. Pošljite to svojo ljubezen v glavo in vizualizirajte to energijo, kako se premika iz vašega srca navzgor, po vratu, v vašo glavo. Ko ljubite svoj mehanizem uma in možganov, ko pošiljate ljubezen. In svoje zavedanje ponovno usmerite v srce. Še vedno dihate enako, še vedno čutite to globoko hvaležnost. In poglejte zdaj, če lahko začutite, kako hvaležni ste za svoj za svoje možgane, za svoje zavedanje, za svojo inteligenco. Lahko čutite hvaležnost. Lahko čutite, kako hvaležni ste za svoj mehanizem uma in možganov, kako deluje na različne načine. In zdaj ponovno prosite svoje srce, naj pošlje ljubezen, ta tok ljubezni navzgor v glavo. Ko ljubite svoje možgane in svoj in tako imate namero, da vaš mehanizem uma in možganov sprejme hvaležno to ljubezen iz srca, ta tok ljubezni navzgor v možgane. Lahko to čutite, lahko to vizualizirate, ali lahko dopustite možnost, da na ta način postajate vse bolj zavestni, da je to ta tok energije, ki nenehno teče iz vašega srca v glavo. S tem, ko ljubite svoj mehanizem uma in možganov iz svojega srca, se vaša glava, vaša podzavest še bolj zaveda sporočil, ki prihajajo iz vašega srca. In tako še bolj spodbujate svoj naj zavestno sprejme sporočila srca, tako da se boste zavestno še bolj zavedali usmeritve iz vašega srca. In tako so vas v tej kratki meditaciji vaši vodniki podprli v tem procesu, ko pošiljate sporočila iz srca v svojo glavo in jih sprejmete bolj zavestno in v svoj bolj zavestno. Iz superzavesti prihajajo sporočila, ki jih zavestno sprejme. In pomembno je, da ti dve energiji prideta v vaš zavestni
In tako, ko zaznavate svojo realnost, you are bringing in all your resources vnašate to v to enable you vse, kar imate, to know your own vse vire, da boste lahko spoznali svojo lastno resnico iz trenutka v trenutek, iz situacije v situacijo. very good. Zelo dobro. And so to anchor In tako, these energies, da se bodo zasidrale te energije, te povezave, še nekaj zvokov. and beloveds, In as we share preljubljeni, these sounds with you, ko vam pošiljamo te zvoke, vizualizirajte energije ljubezni, kako se stakajo iz vašega srca v mehanizem uma in možganov v vaši glavi. In ko poslušate te zvoke, vizualizirajte energije podpore in usmeritve, kako se pretakajo iz vaše superzavesti v vaše zavedanje. Vizualizirate, kako energije tečejo iz obeh smeri v mehanizem uma in možganov, v vaše zavedanje, v vašo podzavest. Ko poslušate te zvoke, vizualizirajte, kako se fizični možgani polnijo z energijo. Vizualizirajte višje elemente, aspekte, višjih dimenzij v delih možganov, kako se polnijo z energijo in dobijo podporo. Podpira jih tok energije iz srca in superzavesti.
And so being aware of your own In tako vibration, zdaj usmerite pozornost feeling yourself v in the svojo body, vibracijo, začutite svojo and prisotnost v very telesu gently, very slowly, in zelo nežno in bringing your awareness počasi back into the room. svoje zavedanje spet usmerite v svoj prostor. And then, when you're ready, In ko I boste always appreciate pripravljeni, your comments. So sem vedno typing into the hvaležen, chat če box. kaj napišete v How did you klepetalnici. experience that? Zapišite, kako ste izkusili in doživeli to meditacijo. So I'm not sure whether I'm still live because I'm not getting No, any comments za returned. zdaj ni še nihče nič napisal, ne vem, če sem še vedno z vami I guess povezan, mogoče nisem več. Okay, well, then I'll No, end this kakorkoli že, podcast. zdaj se od vas poslavljam. Much love. Veliko ljubezni.